Vsi ljudje smo del določenega bivalnega okolja. Živimo snovno in nesnovno dediščino in pri tem se premalo zavedamo, da so nas ravno zgodbe preteklosti izoblikovale v to, kar smo danes. Da smo tudi mi del kolektivnega spomina, ki ustvarja družbo, katero živimo. Zato so tako pomembni posamezniki, ki živo dediščino mest prenašajo in varujejo za prihodnje generacije. Zgodovina mesta je namreč tudi spomin naroda. Z mano pa je Emina Hostnik, podjetnica in pravnica po izobrazbi, ki je v središču Škofje Loke na Spodnjem trgu v nekdanji Žebljarjevi hiši umestila hotel Impresio. Živjo. Živjo. Impresio ni tipično loško ime, ali pač? Ne, to je latinska beseda, pomeni vtis, ko vidiš nekaj lepega. Impresio zato, ker sva z možem, tudi mož je obnavljal hotel, sva rekla, posvetila se bova škofjeloškemu impresionizmu in Ivanu Groharju. Zato tudi hotel ima določene slike njegove, ki jih je slikal tukaj v Škofji Loki ali v okolici, tako da ne gre samo za prenovo arhitekture, ampak tudi za uporabo nesnovne, to se pravi premične kulturne dediščine. V kombinaciji, tako, evo. A zdaj mi pa bolj zveni loško. Ja. Je bila izbira v starem mestnem jedru Škofje Loke vaša prva? Da boste v nekdanjo Žebljarjevo hišo s posebno zgodovinsko patino umestili hotel? Ja, to je bila prva izbira. Midva sva pravzaprav kar nekaj časa iskala v samem jedru Škofje Loke hišo, ki bi jo obnovila, in prav namen je bil kulturna dediščina. To se pravi, prenoviti hišo tako od zunaj in od znotraj. In seveda neko zgodbo najdeti, ker te hiše tudi pripovedujejo zgodbe, niso samo stavbe. Da se pa lotiš kulturne dediščine, moraš pa biti v to nekako zaljubljen. Ne? Malo poseben, ste rekli prej. Ja, to smo posebni ljudje. Seveda te vodi tudi nek poslovni načrt, ampak v ospredju je vsem ta ljubezen do starega, do zgodovine, do ljudi, ki so nekoč tam živeli. V bistvu to je dolg do vseh ljudi, ki so bivali, živeli in ljubili na tem prostoru, si predstavljam. Tako. Marsikaj se lahko od njih tudi naučimo, a ne? Tako da bom rekla, nama to ni žal in je ena taka lepa izkušnja in tudi bogata izkušnja. Namreč jaz sem se osebno veliko naučila o restavriranju kamna, lesa, skratka, to je pač res lepa izkušnja, evo. Kako težka tekma je bila prenova? Bom tako rekla, so bila obdobja, ko smo se kar skregali, recimo, tudi midva z možem. Seveda, ko vi neko toliko staro hišo začnete lupati, bom rekla, počas, odkrivati plasti, se vedno najde nekaj novega. Kaj novega ste našli? No, recimo, našli smo srednjeveško muldo, to se pravi za odvodnjavanje vode. Očitno so jo nekoč sredi ceste pobrali ali je pa bila dotrajana in so jo vgradili v najino hišo. Kot nek, bom rekla, temelj, ne, tako bom rekla. Našli smo tudi strop iz 16. stoletja, ki je bil obokan, seveda, popolnoma prekrit. Pa seveda star lesen strop iz 1773. leta, ki smo ga potem po delih razstavili, restaurirali in potem pripeljali nazaj v hišo. Tako da bom rekla, to so stvari, ko ti na novo odkrivaš, kaj bo še mogel narediti. In te kar grozo ob stroških. Ja, seveda, takrat se pojavljajo seveda stroški, vprašanje finančno, kako bom jaz zdaj to zmogel. Se je vedno nekaj novega, In tukaj je moj mož rekel, zdaj boš pa mogla nek kompromis narediti. Saj ne moramo pa čisto vsega obnoviti. Ampak ni bilo kompromisa, vse smo obnovili, tako kot sem si jaz zamislila. Evo. Kak odnos mora človek imeti do kulturne dediščine, do življenja v zgodovinsko zaščitenem mestu, da se spusti v takšno investicijo? Tako bom rekla, najprej, ko prideš do nekega uspeha v življenju, recimo, midva so v srednjih letih, se vprašaš, kam bom pa zdaj ta denar investiral. Eni ljudje se pač odločijo za avtomobile prestižne, za jahte, za recimo vikende na morju. Ampak nekako v nama je bila
predvsem tudi v meni, bom rekla, ta ljubezen do starih hiš. Mož mi je včasih rekel, pa kaj gledaš te plesnive bajte, kaj boš od tega imela, a ne? Je rekel, veš, dej neki izziv, pa mi povej, če se to splača, a ne? In potem sem prišla na to idejo butičnega hotela, manjšega hotela z zgodbo impresionizma. Tako da odnos je, bom rekla, odnos spoštovanja do kulturne dediščine, do ljudi, ki so tam nekoč živeli. In s tako prenovo se na nek način zapišeš v večnost. To je nekaj, kar ostane za tabo. Točno tako. A ne? Jaz sem velikokrat rekla, ta hiša bo stala še 1000 let in to je moj otrok in bo ostal za mano, a ne? Tako da za nove generacije. No, evo. Tako da jaz sem na to zelo ponosna. In v bistvu s tem si del žive kulturne dediščine mesta, ne? Si tudi ti živi tvorec zgodovine, ki bo ostala. Ne? To ni nek supermarket na obrobju. Tako je, res je. Tako. Kaj ste pogrešali pri sami obnovi? Kaj bi si želeli, mogoče tudi kot nasvet za tiste, ki se odločajo za prenovo v starih mestnih jedrih? Jaz bom tako rekla, nasvet je, bodite potrpežljivi, ne biti neučakani, nekako se prepustite toku, poslušajte strokovnjake, restauratorje. A je Zavod za varstvo kulturne dediščine res tak bav? Ne, to je nefair odnos, bom tako rekla, ne vem, odkje se je to pojavilo, ne? Če pa Zavod za varstvo kulturne dediščine, potem je pa vse težko, pa vse narobe. Mi smo imeli odličen odnos. Gre za to, da se ti želiš učiti, a ne? Če te to vodi, da se ti želiš učiti, je to lahko odlično sodelovanje. Potem, ko pa predstavniki zavoda vidijo, kako si v bistvu prizadevaš za to in kako spoštuješ kulturno dediščino, pride tudi do marsikakšnega kompromisa tudi z njihove strani. Tako da to ni nek bav, a ne? Tako da jaz imam čudovito in lepo izkušnjo, no? Tako moram reči. Je pa pomembno, da se taka zgodovinska hiša tudi primerno umesti v zgodbo turizma in da je posvoji tudi občinska oblast, ne? Brez vzajemnega sodelovanja v bistvu ni zgodbe o uspehu. Tako. Zdaj bom bom kritična do države. Recimo, lotimo se recimo obnavljanja nekega gradu, a ne? Niti pa ne vemo, kakšna bo vsebina. Dobimo evropska sredstva, potem se vse naredi čudovito, zgleda in potem ta grad sameva. Primer je grad Pišece. In je zaprt in potem občina išče, kdo ga bo najel, kaj bomo zdaj noter imeli. To se pravi, tisti, ki želi obnavljati kulturno dediščino, mora imeti vizijo. Mora imeti točno v glavi, kaj bo počel s to kulturno dediščino. A ne? To se pravi, kako, ker hiša je hiša, ampak mora imeti pa spet življenje noter. A ne? Tako da, če imate to v glavi, potem vam bo veliko lažje. Tako, evo. Česa se bojite za vašo Škofjo Loko? V tem trenutku namreč poteka mogoče največja obnova v zgodovini tega srednjeveškega mesta. Kaj je največji strah? Ja, jaz se za mojo Škofjo Loko bojim, da ne bomo znali zastaviti strategije turizma v smislu, koga želimo v mestu, kakšne turiste želimo. Ali želimo množični turizem, ali želimo nek profil turista, ki bo tukaj dalj časa ostal, ki ga bo zanimala ravno kulturna dediščina. Tukaj se bojim, da nimamo razdelano. Koga želite vabiti v svojo dnevno sobo, ne? Če damo eno primerjavo turizma z dnevno sobo. Bravo, ja, tako. In če vemo, komu bomo prodajali, ne? Ker vemo, kaj so naše dobrine, če vemo, komu prodajati, potem bo ta neka sinergija in bojo pravi turisti. Če pa ne, se pa bojim, da zna biti potem Škofja Loka samo enodnevni izlet, bom temu rekla. In če ni tudi ponudbe, tako bom rekla, bojim se, da ni ta prave strategije turizma. Evo. Vaš hotel je umeščen v Spodnji trg, to je bil prostor cehov in tu se je mešala kmečka in meščanska arhitektura, ne? Tako je. To se je lepo videlo pri obnovi, namreč našli smo določene arhitekturne elemente tako meščanskih in kmečkih hiš.
tako bom uporabila kar izraz, včasih so znali kar lepo reciklirati. Vsako stvar se je uporabila. Ni bilo Merkurja ali pa nekih gradbenih trgovin, kamor si šel kupiti, kot je nekaj zmanjkalo. Tako da je bilo zanimivo tudi opazovati, kako so dejansko te hiše se širile, živele. Tako bom rekla, ni pa sama stavba kot stavba zanimiva, ampak tudi to, kdo je v njej živel. In v tej priliki lahko povem, da v Zgodovinskem arhivu Slovenije smo odkrili dnevnik žebljarja Jerneja Gašperina. On je živel v tej hiši od 1861 do 1865 in je lepo popisal utrip življenja v Škofji Loki. Bil je zaveden Slovenc, zelo rad je bil lepo oblečen in napisal je, rad sem se lepo oguvantal. Je pa bilo to žebljarjevo delo precej težaško, tako da so kar 12 ur, celo več ur na dan delali. Tako da moram reči, da so to zgodbe. Hiša ni samo obnova arhitekture, ampak tudi zgodba tistega, ki je notri nekoč živel. Hiša je živ spomin, je res kolektivni spomin, ki nas vse oblikuje in oddaja neko posebno energijo. Ko smo ravno pri obrtnikih in cehih, a je bil poseben izziv iskati tudi stare mojstre, ki še znajo z materiali, ki razumejo materiale? Ja, bom tako povedala, ja in ne. Ko enkrat steče to sodelovanje z VKD-jem, ti tudi oni priporočajo strokovnjake. Tako da mi smo imeli srečo, da so ti strokovnjaki bili iz okolice Škofje Loke in smo odlično sodelovali. Se bojite, da bi Škofjo Loko v bodoče doletela gentrifikacija, ta pojav, ko turisti vedno bolj spodrivajo domačine? Mogoče v kakšnem letu, dveh ne. Za prvi 2 leti od danes bi rekla mogoče ne. Kasneje pa ne vem. Ja, lahko se zgodi, seveda, lahko. Kako vas je to mesto izoblikovalo, spremenilo? Kakšen človek ste postala zaradi tega mesta? Škofja Loka zleze pod kožo. Ja, jaz sem itak rojena v Škofji Loki. Mislim, jaz sem bila vse skozi zaljubljena, vse te stavbe. Nikoli se mi ni sanjalo, da bom nekoč lastnica ene. Ponosna sem na to, da sem Ločanka, zato da sem nekaj pridonesla in da lahko rečem, da bo to še 1000 let stalo. Evo, za mano. Srečno pot tudi vnaprej, pa vetru jadra vaši investiciji in tudi temu, da ste svojevrstna varuhinja kulturne dediščine v Škofji Loki. Hvala. Srečno tudi vnaprej.